Na tem panelu smo govorili v bistvu o tem, kako se neka teorija priliva v prakso. Če smo na prvem panelu slišali, kaj so neki politološki pogledi, neki sociološki pogledi na samo dojemanje politične stvarnosti, smo tukaj le uspeli pridobiti nekaj odgovorov. Vendar smo bili pa vsak na svojem področju in zato bi mogoče predno začnem diskusijo poskusil spraviti vse goste tega panela vsaj na iste izhodišča. In to je to. In mogoče bi začel s tem, kaj sploh je civilna družba, zakaj je pomembna, pa zelo na kratko. Drugo vprašanje pa, ker že govorimo o 25 letih demokratizacije, je to, katere so tiste lastnosti, ki jih je povprečen slovenski človek tekom nekega prejšnjega totalitarizma izgubil, pa si jih v zadnjih 25 letih ni pridobil nazaj, da bi bil lahko uspešen v svojem delovanju. Hvala. Ja, jaz bom samo en stavek rekel. Se mi zdi, da tole, kar ste tako nakazal, je pomembno zato, ker je civilna družba ali pa vse te pobude izhajajo iz enih realnih problemov in potreb in posegajo v en prostor, kjer se zdi, da nimaš kaj iskati, se pravi neki novega ustvarjajo, eno ledino, zorijo en led prebijajo in s tem, da je en močen model, se mi zdi vsem, da nismo žrtve politike. Mislim, da to, kar Evropa danes doživlja, je vsi, kot smo videli te trende, ne, vsi smo žrtve neke visoke politike, ne, in ne moramo nič narediti. In to se mi zdi naloga civilne družbe, je, da vedno znova pokaže, da kaj se da narediti in kako enostavno, ne, tako kaj materiji, kot celo z malo sredstvi, pa če si deklica za vse. Ne. Ja, jaz mislim, da je tu problem tudi v aktivnosti državljanov. Namreč, kolega sta oba rekla glede mladih, ne? Mi smo, prej kolega Haček že povedal tole našo raziskavo, ki smo jo tudi mi delali z mladimi, ne? In problem je v tem, da v bistvu mlade ne zanimajo, ne politika, v bistvu jih ne zanima šport, ok, še, pa recimo kakšni mediji, prijateljstva, to še, ampak kako priješ neke, bom rekla, malo bolj resne, težje teme, ne? Pa mislim, da so mladi kar tisti, ja, saj to se pa nas ne tiče. Ne? Saj imamo še čas, mi smo še mladi, zdaj uživamo, ko bomo pa enkrat starejši, se bomo pa začeli tudi o tem pogovarjati. Ne? Ampak takrat je že prepozno. Socializacija, politična socializacija, če hočete, je pač treba začeti od vsega začetka. Ne? Treba jo je v bistvu izgrajevati in nadgrajevati, ne pa v bistvu potem na eni točki jo šele začeti učiti enega človeka, ki je v bistvu že odrasel. Torej, jaz razumem civilno družbo v tem trikotniku država, oblast, posameznik in civilna družba. In v tem odnosu med državo in posameznikom, pač, kot je tudi Matej prej pokazal, so te različne vmesne skupnosti med posameznikom oziroma to ožjo družinsko skupnostjo in državo. In ko državljan prestopi ta prag svoje hiše ali pa svojega domačega okolja in se vključuje v širše skupnosti, so te civilno-družbene organizacije izredno pomembne za socializacijo, kot je kolegica rekla, in za aktiviranje. Kaj so pa državljani, povprečni državljani izgubili, katere lastnosti, je bilo vprašanje. Jaz mislim, da predvsem samoiniciativnost, ne, večkrat slišimo, saj to bojo drugi naredili, za to bo država poskrbela. Ne. Pač prejšnji režim je bil toliko paternalističen, da je ugrabil civilno družbo, ne. Civilna družba ni bila svobodna. In mislim, da je to pač izguba te samoiniciativnosti tisti največji problem. Če so politične stranke drevesa, ki naj bi dajala dober zrak, če so zdrava, če pa niso zdrava, pa ne dajajo dobrega zraka, potem je civilna družba tista podrast, brez katere drevesa gotovo ne morejo biti zdrava. Gozd je zaključen ekosistem in brez podrasti ustrezne tudi drevesa ne morejo delovati in opravljati svoje funkcije, dajati čistega zraka.
In ta podrast je velikrat v gozdu prezrta, ker v gozdu govorimo samo kot o drevesih, ampak je zelo, zelo pomembna. Na drugo vprašanje mi je Mario vzel z jezika direktno, bi pa utemeljil z Freirovim konceptom strah pred svobodo. Torej, Marko bi za nalašč rekel, ne kaj smo zgubili, ampak kaj smo dobili. Strah pred svobodo. Hvala. Mogoče še eno pod vprašanje. Govorimo, da so mladi apatični in da je tukaj neka politična participacija izredno nizka. Po drugi strani imamo pa izredno velik delež komentiranja določenih novic ali pa kakršnih koli zadev preko spletnih medijev. Zdaj, torej gre tukaj za neke vrste kontradiktoren pojem. Ne? Se participirajo, zaznavajo neke probleme, jih komentirajo, vendarle se pa ne odločajo, da bi to storili še korak više. Je tukaj mogoče problem, da ta generacija na določeni točki ni slišana, kot je recimo gospa Kukovič nakazala prej, da bi razvili nek sistem e-državljana, ali je tukaj treba iskati razloge globje. Sej dobro, kompetence lahko priučimo, sej neke kulture se lahko priučimo, ampak vendarle, če bodo mladi prihajali s problemi, pa jih nihče ne bo zaznal, sej ne bomo daleč prišli. Mogoče komentar. Res je, komentirajo, naredijo pa ne. To je točno to, iz česar sem jaz poskušal izhajati. Se pravi, stališča so veliko bolj poceni kot pa dejanja in za dobra dejanja rabaš več poguma in biti slišan ali ne, jaz bi to utemeljil s konceptom mentorstva. Menim, da ne gre toliko, da si slišan, ampak da imaš nekega starejša brata, ki je s teboj skozi daljši čas, ne samo ki te sliši in ki ti je zgled. Recimo mladinske organizacije, nekatere so čudovit primer tega, pri skavtih recimo starejši voditelj vzgaja mlajše in pri oratorijih recimo animatorji in podobne stvari, to so čist prve stopnje. Moja osebna izkušnja je bila, kot sem že lani na tem dogodku podelil podobnem, da od 30. leta naprej so pa mentori kar zginili v mojem osebnem življenju in ko sem izstopil iz mladinskih vod in bil sem kar naenkrat sam pred tem, da je bilo treba organizacijo iz nič praktično ustvariti. Nisem bil čist sam, ampak edini sem pa bil, ki je rekel, ok, bomo probali od tega živeti. Jaz vidim vprašanje motivacije oziroma kako mlade zmotivirati, da grejo iz kavča, da se ne grejo samo te kavč demokracije, biti doma za računalnikom in pisati komentarje. Čeprav sprotna opomba se ravno nek koncept e-državljana bi ti omogočal se iti kavč demokracijo, ne? Jaz ne vidim rešitve samo v e-demokraciji, še vedno potrebujemo medsebojni stik, potrebujemo srečevanja, ker iz tega, če ne, ni duha, a ne? Če ne pride do srečanja. In jaz mislim, da kako povečati to motivacijo pri mladih, da grejo iz svojega doma, iz kavča, je pogledati, kaj pa mladi sploh potrebujejo, kaj so njihove potrebe in kaj so njihova dejanska zanimanja. Oni se ne zanimajo samo za računalnike, gotovo imajo še kakšna druga zanimanja in pogledati, kaj jih zanima. En primer, kako smo mi mlade zmotivirali v enem projektu, da so se začeli zanimati za te naše polpretekle travme. Ponudili smo jim izobraževanje o dokumentarnih filmih, se pravi, jih izobrazimo, kako narediti dober dokumentarec. Pri tem pa smo rekli, kaj pa če bi naredili to na temo teh polpreteklih problemov. Sicer so bili sprva nevoljni, ampak so zadevo zagrabili in so potem, ko so izdelovali te svoje izdelke, se ukvarjali tudi z vsebino, ki je resna. In to se mi zdi en tak pozitiven primer aktivacije mladih. Mogoče od pozitivnega primera do fakultete. Ste zaposleni na fakulteti, učite, se srečujete z mladimi, ta fakulteta je celo družboslovna, ki se nek višji nivo participacije ne le pričakuje, vendarle tudi zahteva. Kako je z mladimi na fakulteti, kako je s tem dojemanjem, kako je z inicijativo? Ja, res je. Jaz učim v bistvu ljudi, ki bi naj že imeli neke vrednote, neke ponotranjene zadeve,
ki pridejo z nekim predznanjem že na fakulteto. Žal pa večkrat ugotoviš, da je to znanje v bistvu precej na nizkem nivoju oziroma je pomanjkljivo. Čem jaz vidim problem? V bistvu ni toliko v tem, dobro, kot ste rekli, ne, da se komentirajo razne novice in tako naprej. Ja, po par strani imaš vedno komentarjev spodaj. Problem, ki ga jaz vidim, je v tem, kakšni so ti komentarji. Torej, vsebinsko, na katerem nivoju recimo se grejo debate pod raznimi prispevki, ki jih pač v medijih vidimo. Ne. Jaz mislim, da ni problem nekaj zapisati, nekaj vrstic pod enim drugim imenom, kjer se zakriješ, kjer zakriješ svojo identiteto, kjer lahko napišeš dejansko vse, kar želiš. Ne. Tudi zelo, bom rekla, od sovražnega govora do tako naprej. Ne. In problem pa je v bistvu znanje, ki ga mladi imajo dejansko. Problem ga je pripeljati na površje, jih do te mere v bistvu pripeljati, da ga začnejo uporabljati in da začnejo tudi razmišljati v neki pač smeri oziroma da tudi sami oblikujejo stališča in da v bistvu ne ponavljajo samo nekaj, kar so nekje prebrali ali pa nekje slišali in pa kot papige grejo naprej. Ne? Gospod Erzar, kje začeti pri vzgoju teh stališč? Prej ste odgovorili, da je ta dinamika družine, reševanja frustracij staršev zelo pomembna, vendarle kako se lotiti te težave, da se bomo opremili z argumenti in potem bili sposobni tudi samozavestno nastopati v javnosti? Ja, jaz bi rekel, da mladi danes res niso v zavidljivem položaju, ker praktično svet nima kakšne posebne prihodnosti. In se zdi, da smo jim že vse porabili, kar je bilo za porabiti. In oni ne vejo, kaj čakajo, ne vejo, kaj jih je čakati. Zdaj se prihodnost se je malo zaprla, ne? Mi smo jo še čisto drugače dojemali. Tako da bi spet gledal medgeneracijsko, se pravi, naša generacija mora mladim pripraviti boljši prostor. Zdaj le nimajo najbolj zavidljivega prostora. Se pravi, vse, kar se je posrkal, ne zaupa se nikomor več, nobene močne vizije ni več, nobene močne ideologije, nobene močne organizacije, kjer bi oni lahko rekli, tle pa vidimo eno upanje. In seveda se to potem prenese, ta slaba volja se prenese na njih in jasno v teh komentarjih vidimo pač izraz njihove frustracije in jeze. Jasno, teh komentarjev je še pa še. Se pravi, aktivirati mlade ljudi pomeni samo to, da se moramo mi aktivirati. Bodo hitro prišli zraven. Torej, zdaj odpiram še možnost vprašanj gostom, pa bodimo tukaj zelo egzaktni. Mislim, da bom pobral recimo 3 vprašanja, potem pa zaključimo, da ne zarežemo še bolj v čas za kosilo. Tako da, izvolite. Marjan Cerar, svetnik v 4. Polje, odstavljeni, ravno kar odstavljeni podpredsednik. In imam prvo vprašanje gospe Kukovičevi. Mi imamo Herr Lange, habe ich eine Frage, darf ich? Bom govoril v slovenščini. Redno gledam nemške panelne diskusije na ARD in CDF in me zanima, kako da ustanova, tako imenitna ustanova, kot je vaša, se tam v teh diskusijah ne pojavlja. Sinoči sem gledal recimo Maišo Berger, potem Maybrit Illner redno poslušam, Anne Will. Geht es? Oder soll ich Deutsch? Ja, je mogoče to bolj interno vprašanje med vama, ki ga lahko rešite? Mislim, da je to zanimivo, Nemčija pa mi, ne? Ampak ok. Ne, ker prej ste že začeli z vprašanjem. Gospod Simono Kukovič. Sem trd praktik in že 10 let delujem v 4. Polje. To je večje mesto, kot je Idrija, Ajdovščina in tako naprej. In mi trčimo na problem ljubljanskega župana, ki je nemogoč, ki bi moral že zdavno oditi. Kaj vi predlagate kot odlična raziskovalka, kako bi si z drugimi odeli pomagali, da se znebimo župana? Ja, to je zelo praktično vprašanje. Zdaj pa še en predlog.
Mateju Cepinu. Gospod Cepin, o projektnem vodenju imate malo narobe pregled in vam priporočam, da tisto bolje izpeljete in bolj poenotite. Ne gre samo za projektno načrtovanje, ampak bolj pomembno je projektno vodenje in še bolj pomembno je projektno financiranje in zraven še kot metoda mrežno planiranje. Potem imate, všeč mi je, da danes to kdo omenil, potem imate cel sistem pokrit. Hvala. Hvala za medgeneracijski prenos znanja. Matej bo gotovo hvaležen. Zdaj pa prosim gospod Kukovič, ker je bila neposredno izvana, pa potem še vprašanje na koncu. Hvala lepa za vprašanje. Ja, res ste zelo direktno vprašali in bom jaz to zelo direktno odgovorila. Izvolite drugega. Vsaka 4 leta imate možnost in takrat, kolikor je alternativa. To je pa dejansko tisto, kar spada pod demokracijo. Ne? Ja, kljub temu pa je bil izvoljen v prvem krogu in to z veliko večino. Tako je, demokracija deluje očitno. Tako deluje. Gremo naprej, naslednje vprašanje. Ja, jaz sem Alenka Čampa, med drugim tudi pravnica, predvsem pa mama 3 sinov in zato sem danes tukaj. Rada bi se navezala na vas, gospa Kukovič. Rekli ste, da je znanje, ki ga dobite na fakultetah, zelo slabo oziroma da je populacija študentov slabo opremljena znanjem. Če zdaj malo povezujem oziroma razlikujem med domovinsko in državljansko vzgojo, jaz vidim, da je domovinska vzgoja precej povezana s čustvi in državljanska precej znanjem. Ne, tako na hiter, a ne, doktor Elzar. Mene pa zdaj zanima konkretno iz stališča, da smo slabo opremljeni znanjem, kako bi šli do veščin, da bi recimo otroke konkretno v prvi triadi, kjer jih vse zanima, ampak resnično vse, opremali ne samo z domovinsko vzgojo, pač pa tudi z državljanskim znanjem, ker ga ni toliko zelo velik, oziroma če se ga jim dobro poda, ga bodo sigurno razumeli. In jaz mislim, ja, lahko je tudi generacija rojena 2010 zgubljena generacija, ne tako, kot smo bili tisti, ki smo v 80-ih rojeni. Ampak nekaj bomo mogli konkretno narediti in mogoče tudi fakultetni profesori imeti kakšne delavnice, kakšne projekte, kakšne programe tudi na osnovnošolskem izobraževanju. Prosim. Hvala. Ja, hvala lepa za tole vprašanje in pa debato, ki ste jo dejansko odprli. Zdaj, jaz moram povedati, da sama sem politologinja, torej moji študenti pričakujem, da poznajo določene zadeve, ko pridajo na faks v prvi letnik, sploh pri predmetu recimo politični sistem Republike Slovenije. Pa ga poznajo, oprostite, pa ga poznajo? Na izpitih se pokaže, da žal ne. Šele na izpitih ni nobene diskusije pred tem? Tudi prej so diskusije, tudi prej pač probamo čim bolj seveda interaktivno zadevo speljati. Ampak kaj je problem? Problem je v sistemu izobraževanja, ki ga imajo slovenske osnovne šole in pa srednje šole. Namreč delali smo kar nekaj raziskav že na to temo in smo na koncu ugotovili, ko smo vprašali v bistvu tudi učitelje in pa profesorje, da v čem je problem. Dali smo jim rezultate, kar so nam osnovnošolci pa srednješolci pač podali svoje znanje in smo rekli, lete, pač pomanjkljivo je. V čem je problem? Kje vi vidite kot učitelj oziroma kot profesor problem? In so nam rekli, lete, tako v osnovni šoli kot v srednji šoli je Slovenija, se pravi od razpada Jugoslavije, pa potem osamosvojitev Slovenije in pa potem dejansko tudi, bom rekla, tvorjenje nove države na koncu šolskega leta. In na koncu šolskega leta in ponavadi zmanjka časa, ker se ostale teme tako v bistvu podaljšajo, da na to na hiter v 2 urah predelajo in tak na koncu noben več ni z glavo pri stvari, ker so že vsi nekje na dopustih ali pa saj čakajo na tisti zadnji šolski zvonca, in te zadeve pač enostavno ne morejo funkcionirati, dokler bo sistem tak, da bojo Slovenijo šolski sistem dal na konc šolskega leta. Torej, če ostane kaj časa, potem povejte nekaj o Sloveniji.
In to zadeva ni v redu. Poleg tega je pa še ena stvar, pred časom so imeli vsaj v osnovnih šolah vzgojo. Bila je etika, bila je likovna vzgoja, bila je športna vzgoja in ne vem kaj še vse, zdaj vzgoje ni več. Ne? To so črtali že iz imena so črpali vzgojo, ne? Zdaj imajo sicer predmet domovinska in državljanska kultura in etika, mislim, da je nekaj takega, nekako tak se reče v osnovnih šolah. Nekaj imajo izbirnih predmetov, ampak kaj, ko so drugi predmeti bolj zanimivi kot pa to, ne? Da bi si ga zbral. Tako da ja, tu je problem. Jaz mislim, da bi že od malega ven bilo treba. Jaz sem tudi sama delala že na večjih projektih. Tudi glih v juniju sem imela predavanja od 1. do 8. razreda. V bistvu na eni šoli smo naredili pilotni projekt, kjer sem jim razlagala o lokalni skupnosti, o občini. Imeli smo se prav fajn, imeli smo v bistvu predavanje z vsakim razredom. Učenci so na to temo tudi risali, ustvarjali, delali svoje likovne izdelke in potem, ko smo v bistvu primerjali zadevo, ko smo pogledali, kaj poznajo pod tem pojmom ta manjši, ne, v prvi triadi, v drugi triadi in tretji triadi, smo dejansko ugotovili, da starejši, ko so bolj isti liki se pojavljajo, ker jih nekak šolski sistem ukalupi, da grejo vsi potem v eno smer. Ta mali, ne, vidijo, jim rečeš, ne vem, država, bojo imeli toliko idej, ti bojo toliko stvari narisali in prikazali na svojih likovnih izdelkih. Ko boš prišel v zadnjo triado, boš še tam videl samo slovensko državo, pa boš tam videl še, državo, obliko države, boš tam videl v bistvu samo še zastavo, ne? Druge ideje, pa druga ustvarjalnost pa nekako izgine. In mislim, da to veliko pove. Hvala lepa. Še kratka replika, Marija. Jaz bi rad samo to dodal, imamo namreč tudi stik z šolskim sistemom, z Matejem sva dvakrat že ali celo večkrat izvajala program te državljanske vzgoje v srednji šoli, v gimnaziji in po odzivih učencev je sklepati tudi, da oni niso zadovoljni s temi metodami, kako jim v šolskem sistemu te vsebine posredujejo. In prav nevladne organizacije, pa taka organizacija, kot je Socialna akademija, lahko z drugačnimi metodami, bolj interaktivnimi, mladim bolj približa te vsebine. In tu se mi zdi pač pomembno ali pa neka vrednost sodelovanja tudi med šolskim formalnim sistemom in neformalnim izobraževanjem, kot ga izvajamo v civilno-družbenih organizacijah. Torej, vem, da je še gotovo. A smem, jaz sam na to komentar. Pred 16 leti, leta 2000, je tedanji minister za šolstvo predlagal, da bi za vključku šolskega leta dvignili zastavo in imeli proslavo. In je bil splošna averzija in upor proti temu. To pomeni, ne gre samo vprašanje časa, kdaj obravnavajo, ampak gre vprašanje odnosa. V drugih državah dvigajo zastavo pred šolo vsako jutro in je domovinska vzgoja. Nam se pa seveda kolca, žal nekaterim preveč in v šolstvu tudi pri prejšnjem sistemu in prejšnji državi. Zato imajo verzijo do domovinske vzgoje in tudi do naše zastave. Torej, hvala lepa. S temi mislimi bi jaz zaključil panel.